Pred nekaj dnevi je Iran dosegel svoj največji bojni uspeh v vojni doslej. Toda v ozadju operacije je bil znani sovražnik Zahoda. Ali pa je bil to morda prihodnji sovražnik? Kakorkoli že, to ustvarja zanimiv politični problem za Trumpovo administracijo. Zato bi morali nameniti nekaj časa, da poskušamo vse razjasniti. Začeli bomo s tem, kaj se je dejansko zgodilo, na hitro ocenili posledice, nato se bomo osredotočili na to, kaj je šlo narobe za Združene države in na koncu razpravljali o povezavah s potencialno tretjo svetovno vojno. Kar se zdi stalna značilnost videoposnetkov v teh dneh. Tukaj je povzetek dogajanja. 27. marca je Iran izstrelil določeno število balističnih raket in dronov Shahed proti letalski bazi princa Sultana, ki se nahaja približno tretjino poti v notranjost od Perzijskega zaliva. Združene države Amerike že desetletja uporabljajo to bazo za projiciranje moči v regiji, kot prikazuje ta arhivska fotografija. Napadi z raketami in droni so zdaj vsakodnevni del vojne, odkar se je ta začela. Nič presenetljivega pri tem. Toda to, kar je Iran napadel, oziroma, če hočete, kar je Iranu zaradi nerodnosti Združenih držav omogočilo napasti, je tisto, zaradi česar je to tako pomembno. 10 ameriških vojaških pripadnikov je bilo ranjenih, smrtnih žrtev pa ni bilo. Nekaj letal KC-135 Stratotanker je bilo uničenih, vsako vredno $80 milijonov. To so letala, ki med letom oskrbujejo lovce z gorivom, kar jim omogoča daljše izvajanje operacij. Toda največji iranski plen tistega dne je bil E-3 Sentry sistem za opozarjanje in nadzor iz zraka, krajše AWACS. To so letala, ki delujejo kot leteči radarji in omogočajo širši pregled, saj jih ukrivljenost zemlje ne ovira toliko. Morda se tudi spomnite, kako sem februarja opozoril, da njihova napotitev na Bližnji vzhod pomeni veliko obsežnejšo operacijo, kot so si mnogi takrat predstavljali. No, tukaj smo. Le da so Združene države ostale brez enega letala AWACS. Če smem za trenutek špekulirati, se zdi, da je Iran dosegel neposreden zadetek v radarsko kupolo letala AWACS. To je tista čudna plošča, ki je pritrjena na zadnji del letala. To bi bil kar podvig natančnosti, če bi balistična raketa dosegla tak neposreden zadetek. In čeprav šahedi v Ukrajini niso ravno znani po svoji natančnosti, je verjetno dobra domneva, da je bil za napad na AWACS kriv dron. Morda je bil to šahid z nekaj navigacijske pomoči umetne inteligence, ki je iskal značilno diskasto obliko. Poročila dejansko kažejo, da je Rusija z Iranom delila AI nadgradnje za šahede. Morda je bil to šahid z zelo natančnim GPS sistemom in zelo točno lokacijo cilja. Več o tem čez minuto. Kakorkoli že, rezultat napada bi bil sistem za enkratno uporabo, ki stane na $10,000, uničil pa bi letalo, vredno $500 milijonov. Kar zadeva operativni vpliv, bo to imelo posledice. Združene države imajo zdaj skupno le še 16 letal E-3, od katerih jih je 5 trenutno na Bližnjem vzhodu. Idealno bi bilo, da bi bilo eno v zraku, kadarkoli potekajo bojne operacije, kar je trenutno ves čas. Zato bi si lahko predstavljali, da se bo eden od preostalih 11 letal E-3 kmalu znašel v bližini Irana. Združene države uporabljajo tudi letala E-2 Hawkeye AWACS, ki so dovolj majhna, da se lahko namestijo na letalonosilke in opravljajo enako vlogo koordinacije bojev za letalonosilne udarne skupine. Vendar pa ne morejo leteti tako visoko, zato niso tako dobra, a vsaj nekaj so. Čez nekaj več kot 2 meseca bodo tudi vprašanja o delovni obremenitvi, ko bo Severna Amerika gostila svetovno prvenstvo. AWACS so že prej leteli nad večjimi športnimi dogodki, da bi opazovali morebitne grožnje, vključno z enim od NATO-vih letal, ki je opazovalo svetovno prvenstvo 2006. Lahko rečemo, da imamo trenutno zaostrene varnostne razmere, zato bo junijski dogodek morda deležen enake obravnave. Vprašamo se, ali imajo Združene države dovolj pokritosti, da to obvladajo, ali pa bodo NATO-va letala za en mesec prečkala Atlantik. V vsakem primeru je edina tolažba za Združene države, pa še ta je majhna, da je treba E3 zamenjati.
Stari so, vendar so potencialni nadomestni sistemi še vedno v fazi prototipa. Pentagon pa potrebuje nekaj, kar bo premostilo to dolgočasovno obdobje. Zato je to doslej najhujši napad v vojni, vsaj kar zadeva vojaško plat. Razlog za to omejitev je, da mislim, da politično gledano morda ne bo imel velikega vpliva. Morda te to zelo skrbi, vendar ti in jaz nisva povprečna volivca. Bog te blagoslovi, saj si bolje obveščen. Ko povprečen Američan zasliši AWACS, verjetno pomisli, aha, to je tisto, kar dobiš, ko ti začnejo hrbtne dlake rasti brez nadzora. Ne pomislijo na ključno živčno središče bojišča. Praktično edine stvari, ki so politično pomembne, so cene goriva in borza. Ne spomnim se nobene vojne prej, kjer bi bilo toliko razkoraka med vojaško situacijo in občutki volivcev. Tudi Vietnam ni bil takšen. Tam so vsaj žrtve usmerjale razpravo. Tukaj pa vsi želijo vedeti le, kaj se dogaja z njihovimi pokojninskimi skladi. Seveda bi se to lahko spremenilo, če bi Iran začel povzročati hude izgube. Toda do takrat se zdi, da gre iz perspektive ameriških volivcev predvsem za denar. V redu, zdaj pa prejdimo na to, kaj se je tukaj morda zgodilo, saj so bile očitne napake in težko je popolnoma razumeti, kako je lahko šlo toliko stvari narobe. Začel bi z ironično opombo. Ena izmed številnih zanimivih lastnosti AWACS-a je, da nimajo veliko aktivnih obrambnih sistemov. Njihova obrambna strategija je namreč ta, da lahko opazijo prihajajoče grožnje na razdalji približno 400 km. Tako da, če sovražnik poskuša premostiti to dolgo razdaljo in izstreliti nekaj proti njim, se preprosto obrne stran. No, to odlično deluje, ko si v zraku. To pa ne deluje tako dobro, ko sediš na tleh. Eno vprašanje, ki si ga je treba zastaviti, je, zakaj je bil E3 nameščen razmeroma blizu Irana. Res je, ni bil neposredno nad obalo zaliva, vendar obstajajo še druge možnosti proti zahodu. To je pomembno ne le zaradi dosega dronov Šahid, ampak tudi zato, ker globina pomaga pri obrambi pred njimi, saj vsaka naslednja stopnja poskuša zmanjšati težavo za naslednjo fazo. Morda je šlo za vprašanje vzdrževanja, vendar nam letalske sile zagotovo ne bodo povedale, kaj mora kam iti. Zdi se tudi, da je prišlo do napake pri združevanju toliko letal na istem mestu. Zelo enostavno je pogledati ta napredek iranskih izstrelitev skozi čas in si misliti, Iran ni več grožnja. No, ni tako. Izstrelitve raket in dronov so še vedno manj pogoste kot na začetku vojne. Ampak manj ne pomeni nič. Poleg tega je edini resnični način za Iran, da kaj doseže pri tako nizki stopni izstrelitev, ta, da jih združi in usmeri na isto ciljno lokacijo, v upanju, da ameriška obramba ni dovolj skoncentrirana, da bi vse prestregla. Ta strategija bolje deluje, kadar so tudi cilji združeni, saj tako eksplozivi, ki pridejo skozi, ne zadenejo istega cilja večkrat po nepotrebnem. Zadnja pomembna točka, ki jo velja omeniti, je, da so bili cilji na odprtem. Za Šaheda je veliko lažje uničiti nekaj, če mu ni treba prebijati skozi betonski hangar. Najboljši čas za začetek gradnje betonskih hangarjev je bil pred približno 1 letom, ko je Ukrajina pokazala, kakšne težave lahko povzročijo že preprosti kvadrokopterji. Drugi najboljši čas za začetek gradnje betonskih hangarjev je zdaj. To bom ponavljal, ker ostaja resnično. Vendar je ob ameriški meji ogromno ranljivih lokacij, ki niso ustrezno zaščitene, in le vprašanje časa je, kdaj se bo kaj takega zgodilo znotraj Združenih držav. Nazadnje moramo to postaviti v širši kontekst vojskujočih se koalicij po svetu. Iran skoraj zagotovo ni izvedel operacije brez zunanje pomoči. Za izvedbo toliko hkratnih napadov na ameriška letala je treba natančno vedeti, kje so vsa parkirana. To bi nakazovalo na satelitske posnetke, ki presegajo zmogljivosti Irana. Vsi pogledi se takoj obrnejo proti Rusiji, saj je bilo že prej znano, da Kremlj deli obveščevalne podatke z Iranom. Zdaj, prav v zadnjem dnevu ali 2, prihajajo poročila, da tudi Kitajska deli tovrstne informacije. Torej, v resnici ne moremo biti prepričani o viru. Kitajska očitno želi izčrpati ameriške sile, da bi olajšala invazijo na Tajvan.
Ampak v preostanku tega videa se bom osredotočil na Rusijo. Kot izhodišče je vredno priznati, da do vojne z Iranom ne bi prišlo brez invazije na Ukrajino. Vsaj ne v svoji trenutni obliki. Rusija je bila v Ukrajini tako oslabljena, da se Bela hiša ni potrebovala posvetovati s Kremljem glede iranske politike, kot je bilo to zgodovinsko običajno v državah, kot je Sirija pred več kot desetletjem. Prav tako je verjetno, da bi Kreml želel podpreti Iran v obdobju njegove ranljivosti zaradi protestnikov, s čimer bi dejansko zaprl okno priložnosti, ki je sicer potisnilo Trumpovo administracijo v vojno. Kar zadeva motiv, Kreml nedvomno vidi napade kot povračilo. Del tega je tudi vojaška podpora, ki so jo Združene države Amerike v preteklih letih nudile Ukrajini. Boj podobno trenutnim razmeram pa je del tega obveščevalna podpora, ki jo Združene države Amerike še naprej zagotavljajo Ukrajini. Da tvegam, da bom godrnjal nad vsem, vendar so Združene države Amerike to počele. Ne, to ni zato, da bi Ukrajini povedali, kje je rafinerija ali pristanišče. Vsakdo z Google zemljevidi lahko te informacije pridobi sam. Kot prikazuje primer AWACS, je satelitski nadzor uporaben za to, da natančno vemo, kje so stvari trenutno, na primer, kje se nahajajo ruske zračne obrambe ali kje je bil določen tank nazadnje oskrbljen z gorivom. Poročila pravijo, da je Rusija Združenim državam ponudila izmenjavo, po kateri bi obe strani prekinili svojo obveščevalno pomoč svojim partnerjem. Zavedajoč se, da je tak dogovor popolnoma neizvršljiv. Bela hiša je to zavrnila. Toda v tem svetu neizvršljivih pogodb rešitev problema ni v tem, da pritisnemo na zavore. In vendar, hkrati z vsem ostalim, Združene države pritiskajo na zavore. Se spomnite tiste drame o ruskem tankerju nafte, ki je bil namenjen na Kubo? No, kriza se je končala brez enega samega strela. Ne krogle, ne ruma. So pa bili tako si. Tanker bo kmalu pristal na Kubi in izkrcal svojo posadko v državi, ki nujno potrebuje gorivo. Če bo vlada raztegnila zaloge, bi to moralo otoku zagotoviti nekaj tednov olajšanja. Trump ni ponudil veliko pojasnila, zakaj je dovolil, da tanker nadaljuje pot. Potem, ko je pokazal nekaj načrtov plesne dvorane vzhodnega krila v gradnji, je Trump novinarjem v bistvu povedal, da gre za humanitarne razloge, da lahko katerakoli država tja uvaža nafto in da je Kuba tako ali tako končana. Če smem brati med vrsicami, je mogoče, da je Rusija tisti tanker spremljala s podmornico, zato bi bilo vkrcanje nanj lahko zapleteno. Razumem, zakaj tega ne bi razkrili, da bi se izognili javni situaciji, ki bi spominjala na kubansko raketno krizo. Če se je to res zgodilo, bi pričakoval, da bodo informacije o tem pricurljale v javnost prej kot slej. Manj zarotniška razlaga je, da Trump noče voditi vojne za atlantske tankerje, medtem ko si jih hkrati prizadeva za vojno z Iranom. Z drugimi besedami, dopuščanje ruskega deljenja obveščevalnih podatkov je boljše kot poskušati Rusijo prisiliti v pokorščino. Ni dvoma, da bo v kongresu veliko takih, ki bodo o tej zadevi menili drugače. Some about the block. Nekateri o karanteni na splošno, ne o blokadi karantene, drugi o nedoslednosti pri izvajanju. Vredno je omeniti, da je Rusija leta 2022 ponovno začela pošiljati tankerje na Kubo. Leta 2023 je prišlo do prekinitve, vsaj eden je otok dosegel leta 2024. Bidenova administracija teh dobav ni ustavila. Torej, spet, veliko pritožb v kongresu bo, da ali imaš karanteno ali pa je nimaš, in dovoliti kateremukoli tankerju, da gre skozi kar tako, še posebej ruskemu, ni dobra politika. Še zadnja ironična poanta. Tanker, ki trenutno prihaja na Kubo, tega potovanja ne bi mogel ponoviti. To je zato, ker se je napolnil na ruskem naftnem terminalu Primorsk. No, ta terminal je bil včeraj ponovno napaden, zdaj že približno 4-krat v nekaj več kot enem tednu. Morda jih je bilo 5. Prišli smo do točke, ko sem izgubil sled. Še vedno ni jasnih znakov, ali Združene države zadržujejo obveščevalne podatke za te napade. Vendar pa je vse več poročil, da Bela hiša pritiska na Ukrajino, naj preneha ciljati na naftno infrastrukturo, prav zaradi teh notranjepolitičnih skrbi. Zelenski je prav tako povedal, da so ga njegovi partnerji prosili naj omeji napade,
ne da bi izrecno navedel, kateri partnerji so to bili. Povezava z Združenimi državami Amerike je očitna, vendar ne pozabite, da tudi evropski voditelji niso navdušeni nad višjimi cenami energije. Kakorkoli že, to je še eno področje, kjer bi lahko Združene države Amerike izvajale povračilne ukrepe, a morda jih ne. Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? No, z enim samim napadom je Iran uničil vsaj 750 milijonov dolarjev opreme. Združene države bodo opazile izgube, vendar situacija ni katastrofalna. V Washingtonu bo veliko vprašanj o tem, kako je Pentagon dopustil okoliščine, ki so omogočile takšen napad. Iran je verjetno dobil pomoč iz Rusije, morda pa tudi iz Kitajske. In Bela hiša ne kaznuje ustrezno. Mislim, da s tem zaključujemo že 32. dan zapored. Za 33. dan bom odgovarjal na vprašanja na Lines on Maps Extra. Spodaj je pripet komentar, kjer lahko postavite svoje vprašanja. Poglejte si ga. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo naslednjič. Pazite nase.